Pomagamo žrtvam poplav. Mesec trajnostne mobilnosti. Čakajoč na nov kmetijski pravilnik. 20 let društva Kengurujček. Ob siru o zdravi prehrani otrok. Dobrodelno poletje med vodami. Na taborniškem piknik koncertu. 4-krat jesenske serenade. Za jubilej odbojka na mivki. Lepo pozdravljeni. V tem tednu se je začelo razdeljevanje pomoči tako tistim, ki so utrpeli škodo v julijskih neurjih, kot tudi oškodovancem v avgustovskih poplavah. V slednjem primeru gre za prvo humanitarno pomoč v višini predvidoma od 500 do 3000 evrov vsem tistim upravičencem, ki so svojo vlogo do 28. avgusta naslovili bodisi na Rdeči križ ali na katero od župnijskih Karitas. Do petka so na občini Medvode zbirali tudi prijave škode na stvareh, vloge pa naj bi do 22. septembra vnesli v državno spletno aplikacijo Ajda. V nadaljevanju vas še enkrat spomnimo, kakšne oblike pomoči so, poleg prej omenjene, še na voljo oškodovancem v avgustovskih poplavah. Prav vse žrtve poplav, ne glede na dohodek ali premoženje, lahko vse do konca leta na Centru za socialno delo vložijo vlogo za izredno denarno solidarnostno pomoč, ki bo izplačana kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih plač oziroma od slabih 5000 za samsko osebo do na primer dobrih 11 000 evrov za 4-člansko družino, vendar ne več kot je višina ocenjene škode. Vsi, ki so že uveljavljali in prejeli izredno denarno pomoč za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov in so utrpeli škodo višjo od višine dodeljene pomoči, so upravičeni do razlike. Na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči so oškodovani v poplavah upravičeni tudi do brezplačnega vrtca in šolske prehrane v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra. Odločbo upravičenci vrtcu oziroma šoli predložijo sami. Vsem, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubili streho nad glavo oziroma je njihovo trenutno domovanje neprimerno za bivanje in so za reševanje stanovanjskih težav najeli stanovanje, je poleg prej omenjene pomoči na voljo še izredna denarna pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, obratovalni stroški oziroma najemnina, do višine 2-krat minimalnega dohodka. V primeru samske osebe je to poldrugi tisočak, v primeru 4-članske družine pa dobrih 3000 evrov. Vsem tem je omogočeno tudi uveljavljanje pravice do subvencije tržne najemnine, ob čemer pa morajo odgovoriti na vprašanja vezana na materialni položaj, pri tem pa se ne upošteva v poplavah poškodovanega premoženja. V naši občini je bilo poplavljenih skoraj 300 objektov, 600 od njih v Rakovniku, Goričanah in v centru Medvod je začasno, najverjetneje pa na dolgi rok neprimernih za bivanje. Občina Medvode pa je že izplačala za več kot 50 000 evrov enkratnih denarnih pomoči. Za nekaj družin je bilo ob poplavah potrebno poiskati nadomestno stanovanje, saj so bili njihovi prostori neprimerni za bivanje. Poplavljenim so pri najnujnejši nastavitvi priskočili na pomoč sorodniki, sosedje, sostanovalci ali sokrajani, pa tudi drugi. Nekaterim so začasno namestitev našli v Policijski akademiji v Tacnu, ki je prijazno ponudila pomoč. Bivanje v prostorih Policijske akademije pa kmalu zaradi prihoda študentov ob začetku študijskega leta ne bo več mogoče. Zato občina Medvode išče stanovanja za 1-2-člansko družino in 2-3-članski družini z možnostjo takojšnje nastanitve. Nova kolesarska povezava Medvode-Pirniče-Vikrče, nova kolesarska brv čez Savo, Medvoški Log, pešpot ob reki Sori, ki jo je žal vzela povodenj, projekt Inštituta za politike prostora Šolska ulica pri osnovni šoli Medvode, pilotni projekt parkirne politike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Prostofer, nova kolesarnica ob železniški postaji. To je le nekaj projektov, ki potrjujejo, da je občina Medvode med bolj dejavnimi na področju trajnostne mobilnosti. In na to dejstvo naj bi še dodatno opozorili v letošnjem Evropskem tednu mobilnosti, ki sicer vsako leto med 16. in 22. septembrom nagovarja obiskovalce središč mest, krajev, vasi, da bi bila mobilnost prijetnejša z manj izpušnimi plini in hrupa.
Podnaslov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je enak lanskemu, trajnostno povezani. Ker pove posamezniku, da se mora povezovati pri cilju zelenega prehoda. Ne moramo sicer govoriti o tem, da bi pač en občan se ravnal po teh trajnostnih merilih, 99 drugih občanov se pa ne bi. Tako da nekak cilj je, da se čim več jih ravna in trajnostno se povežemo tako, da nas je čim več, da nas je večina, ki se odpovedujemo tem nekemu lažnemu luksuzu, ki nam v bistvu ne samo zrak uničuje, tudi za naše zdravje ne skrbi. Občina Medvode se je prvič uradno pridružila Evropskemu tednu mobilnosti leta 2016 in od takrat dalje postala ena najbolj aktivnih občin. Gre za projekt, katerega glavno vodilo je, da bi bila mobilnost prijetnejša brez izpušnih plinov, tako za naše podnebje, kot tudi bržkone za naše zdravje. Tudi letos bo osrednje dogajanje festivala, ki se je iz tedna razpotegnil na mesec dni, najbolj odmevno in pa dogodkov polno med 16. in 22. septembrom. Ja, številke govorijo, da imamo 80 različnih dejavnosti letos, približno 80. Manjših dogodkov v okviru teh dejavnosti bo pa tam 35 do 40. Tako da letošnje novosti bi mogoče izpostavil toliko, da smo razširili zelo v to v samo reciklažo. Sicer smo peljali tudi 2 dogodka, kjer bo mogoče izmenjati oblačila, predvsem otroška oblačila, in pa en dogodek, kjer bo mogoče kupiti rabljena oblačila. Na voljo bo tudi tovornjak Zeos, to pomeni, to je transformer, ki sprejema odslužene aparate, jih popravlja in reciklira in tako naprej. Udeleženci prejmejo celo simbolično nagrado, tako da so vsi občani vabljeni sem. Cel kup drugih dejavnosti je tudi, ki so nove, je pa tudi večina takih, ki so že v veljavi in so tudi vse kar fajn prijele pri nas. Z dogajanjem smo pričeli konec avgusta, ko je bil za mesec dni za motorna vozila zaprt enosmerni odsek ceste ob Sori in nameščena fotografska razstava z naslovom Kolesarka Luke Vunduka, utrinki iz nove kolesarske povezave in brvi. Dogajanje se je nadaljevalo prvo soboto v septembru s 7. dirko z garami za veliko nagrado Senice. V začetku tega tedna je bila na parkirišču ob tržnici postavljena parking soba. Gre za projekt režijskega obrata občine in centra za zbiranje odpadkov. Nameščene so tudi informativne stolnice, na katerih so predstavljene nekatere trajnostne dejavnosti v občini z področja varovanja okolja, zdravja, rekreacije in trajnostne mobilnosti. Podobno kot v preteklih letih med večje dogodke v Evropskem tednu mobilnosti sodi še test hoje in aktivna stojnica zdravstveno-varstvenega centra Zdravstvenega doma Medvode, poslikava podhoda pod železniško postajo in stare šolske kolesarnice pri osnovni šoli Medvode, pohodi s planinskim društvom Medvode, z gozdnim mistikom Jakobom Šubicem, s knjigo in promotorko branja Tilko Jamnik, sprehodi s psi pod strokovnim vodstvom Nike Bergant, izleti z vlakom in kolesi, jutranja telovadba in dan brez avtomobila 22. septembra. Dan po zaključku tedna pa še jubilejni 10. medvoški tek. Fajn je, da se počasi občani spreminjajo v to smer, da poskušamo se odreči vsakodnevnim razvadam. Je pa tudi zaželeno, da se nam kdo pridruži pri organizaciji tedna mobilnosti, pri sodelovanju in tudi ne samo pri obisku in sodelovanju, ampak tudi pri soorganizaciji vseh dejavnosti, ker je teh dogodkov pa dejavnosti postalo že toliko veliko, da je fajn, da je še kakšna dodatna pomoč, tako da tukaj moram pohvaliti sodelavko, ki se je letos kar sama javila, da bi prevzela kakšen del tedna mobilnosti in sem zelo vesel, da ga je. Moram pa še omeniti seveda vse prostovoljce, ki sodelujejo, se jim moram zahvaliti. Tudi sam sem prostovoljec v tem projektu, tako da večino stvari, tudi kar se tiče dogodkov, ki so v večernih pa popoldanskih časih, opravim prostovoljno.
sem rekel, da če imamo prostovoljce na vseh področjih v občini, bilo fajn, da sem tudi sam prostovoljc. Prednost tedna mobilnosti oziroma meseca trajnostne mobilnosti v Medvodah pa ni le v trajnostni izvedbi dejavnosti, ampak tudi v varčnosti, saj se ne predvideva visokih stroškov za izvajanje le-teh. Teden trajnostne mobilnosti bomo torej 3. leto zapored razvrstili čez cel mesec in ga obenem tudi področno razširili na mesec trajnostnega razvoja. Popišemo nekako naše trajnostne dejavnosti v celi občini, jih promoviramo, razširjamo se tudi področno, se pravi, nismo le trajnostno mobilni, ampak smo nasploh trajnostni, od zdravja, rekreacije do same ekologije. Tako da so te programi vsako leto bolj bogatni. Program s podrobnim opisom projektov in prireditev Evropskega tedna trajnostne mobilnosti najdete na stojnicah v fizični obliki. Prireditve so opisane tudi v občinski koledar prireditev. Vabimo pa vas tudi, da spremljate Facebook stran Celostna prometna strategija občine Medvode. Prejšnji teden se je na svoji 3. redni seji v tem mandatu sestal odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Medvode, zato da se odborniki, pridružil se jim je tudi podžupan Leon Marjasec, seznanijo, v kakšni fazi je osnutek novega kmetijskega pravilnika, ki naj bi ga naša občina, tako kot vse občine v Sloveniji, sprejele do konca letošnjega leta. Obstoječega je namreč povozil čas. Predvsem pa so se odborniki zbrali zato, da občina spelje vsaj sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah še po starem pravilniku. Dejstvo je, da obstoječi pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Medvode za programsko obdobje 2015-2020, ki ga je občinski svet zadnjič popravljal leta 2016, ne ustreza več. In do konca letošnjega leta naj bi vse občine, ki to področje sploh sofinancirajo, sprejele nove. Novi kmetijski odborniki so se takoj vrgli na delo, ga spremenili, potem pa očitno čakali na občinsko upravo, medtem pa spregledali rok, ko bi bilo možno še po obstoječem pravilniku speljati letošnji razpis za sofinanciranje dvoje vrst ukrepov. Prvi je namenjen sofinanciranju naložb v primarno kmetijstvo, kot so obračalniki, traktorji, trosilnice, kosilnice, mulčeri, klešče za bale. Drugi pa ukrepom v dopolnilne dejavnosti, trženje in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Finančnica Sanja Malej, ki edina pokriva področje kmetijstva v občinski upravi, je sicer odbornike na rok, ko je bilo potrebno speljati razpis po starem pravilniku, sicer na začetku mandata opozorila. Slednji pa so očitno menili, da so s pripravo novega pravilnika svoje opravili, da ga bo občinski svet potrdil in da bodo razpis peljali že po novem pravilniku. Slednji pa, kot je pojasnila Malejeva, še ni prišel niti do preverbe na ministrstvu. Zakaj? Ker izkušnje drugih občin kažejo, da ga je potrebno še dodatno popraviti in prilagoditi državni shemi in evropskim uredbam. Mandat to zaenkrat še ni uspelo nobeni občini. In zakaj bo lahko občina po starem vendarle speljala vsaj drugi ukrep, torej sofinanciranje v dopolnilne dejavnosti, v sofinanciranje naložb v primarno kmetijstvo pa ne, ker obe področji pokrivata različni ministrstvi. Rok, ko bi bilo možno sofinancirati prvi ukrep, je bil tako konec junija, drugega pa lahko speljajo do konca proračunskega leta. Štefan Čebašek, predsednik odbora, ki se ne čuti krivega za očiten šum v komunikaciji, je ostalim odbornikom predlagal in ti so sprejeli, da jim občinska uprava pripravi dodatna pojasnila. V letošnjem proračunu je za sofinanciranje kmetijstva sicer rezerviranih skoraj 60 tisoč evrov, vendar ker bo občina lahko sofinancirala le ukrepe v dopolnilne dejavnosti, so odborniki sklenili, Štefan Čebašek se je iz glasovanja izločil, da razpišejo sredstva v višini 30 tisoč evrov, ostala pa naj bi, saj upajo, da bo tako, šlo v sanacijo škode po poplavah, tudi kmetom. Sicer so razmišljali tudi, da bi del sredstev namenili misovim po požaru, vendar za take odločitve nimajo pravne podlage. Vodilo novih odbornikov je, da je v prihodnje že sicer potrebno več sredstev nameniti razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, tudi zato, da bi projekt Lokalno je zdravo zadihal s polnimi pljuči.
Tokrat so odborniki gostili dva lokalna ponudnika hrane, Gregorja Bizanta in Jožeta Moharja, ki sta, tako kot Štefan Čebašek, že vpeta v ta inovativni projekt. Skupni apel vseh je bil, naj se kmetje bolj odločajo za dopolnilne dejavnosti, saj je to win-win situacija za vse, predvsem pa v konkretnem primeru za otroke in mladostnike. Kako torej deluje medvoški model Lokalno je zdravo? Občina Medvode in javni zavodi Šole in vrtec so ponudbe o dobavi zdrave hrane za obdobje enega leta podpisale s 7 lokalnimi ponudniki hrane konec lanskega leta. Lokalni ponudniki so se zavezali, da bodo posameznim javnim zavodom prodali določeno količino svojih pridelkov in izdelkov, javni zavodi pa so se zavezali, da jo bodo kupili in to po ceni, kot so jo za enaka živila plačevali v času razpisa. Morebitno razliko pa krije občina Medvode, ki je v proračunu v ta namen rezervirala 25 000 evrov in tako zagotovila konkurenčnost zdrave lokalne hrane. Gregor Bizant z domačije Par Andrej ima izkušnje obeh, je lokalni ponudnik jabolčnega soka, hkrati pa tudi vodja prehrane v osnovni šoli Vodice. Apelira na kmete, da se v večji meri odločijo za dopolnilne dejavnosti, saj bi tako bilo lažje tudi za vodje prehrane v javnih zavodih. Predvsem pa bi lahko te pridelke pridelali do končnega uporabnika, to se pravi do šole, vedeli bi, da koliko približno lahko pridelajo, predelajo, nekako iz vidika dopolnilne dejavnosti bi pozdravljal, da je odbor danes sprejel več sredstev in da bi spodbujali, da bi se čim več medvoških kmetov odločili za dopolnilne dejavnosti in s tem bi tudi dohodkovni del kmetije lahko povečali. Predvsem pa, kar najbolj pozdravljamo, je pa ta zelena veriga znotraj lokalne skupnosti. In kje vidi vzroke, da temu ni tako? Že z večjimi kmeti, ko sem govoril, največkrat pravijo, je preveč birokracije, si ne upam, kaj bo potem to, pa tu je treba voditi potem še polno nekih papirjev in tako naprej. Jaz osebno imam dopolnilno dejavnost že 15 let in mislim, da ni tako hudo, je pa to en tak možnost, kjer se lahko razvijaš, iščeš nove rešitve, ki jih mogoče na osnovni dejavnosti ne moreš. Sam ima na primer načrte tudi na področju turizma. Ta je odločitev odbornikov, da povišajo sredstva za sofinansiranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji že eno od dobrih spodbud, da pa bi lahko to še dopolnili. Mogoče celo to možnosti, da bi nek kmet, ki želi investirati več let zaporedoma, da ima možnost, naprimer, da dobi vsako leto do določenega zneska. Neke take spremembe, ker se mi zdi, da je bil zdaj ta pravilnik do letos, nekako je bila višina 5000 evrov in v primeru, da 5000 evrov na kmetijo, skupno je bilo pa naprimer razdeljenih 10-15 000 evrov in v tem primeru lahko se je zgodilo, da neka dopolnilna dejavnost lahko tudi 1 ali pa 2 leti ali pa 3 leta, tudi če se je prijavila, ni dobila sredstvo, ker je bilo pač tako v pravilniku. Med tistimi, ki so na podlagi uspešnega sodelovanja v projektu Lokalno je zdravo že prejeli odločitev, da registrirajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, so tudi Moharjevi iz Goričan. Pridelujejo krompir, žita in jedilne buče. Mi smo na osnovi sklenjene pogodbe z občino in s javnimi zavodi povečali pridelavo, pridelali kvalitetno recimo krompir, če ga omenim, ker pač to znamo. Po drugi strani pa vemo, da bomo lahko ta krompir po znani ceni prodali javnim zavodom, kar je seveda zelo enostavno. Poskrbeti moramo kljub vremenu, kakršno nas je letos doletelo, da dostavimo kvalitetno blago. Zaenkrat je to samo surov krompir, se pravi spakiran v vreče za vrtce, šole in se pravi druge zavode. Po drugi strani pa kot dopolnilno dejavnost lahko že razmišljamo o lupljenju krompirja, se pravi o polizdelku, ki je seveda udoben za vrtce, šole, se pravi javne kuhinje, ki imajo seveda manj dela z lupljenjem, pranjem in tako dalje. Po drugi strani pridelujemo tudi žita. Znani smo po pridelavi kvalitetne pšenice. Vemo, da kvalitetna pšenica je osnova za dobro moko, s katero lahko spečemo dober kruh. In spet pridelujemo seveda tudi piro. No, pri piri ni samo moka, obstajajo tudi izdelki, kot je zdrob, rečemo pirin rižek, oziroma kar se lahko v kuhinji, se pravi dodana vrednost iz samega zrnja, ki se lahko
kuhinji uporablja za pripravo zdravih jedi iz naše okolice, če tako rečem. Že sicer pa v dopolnilnih dejavnostih vidijo možnost preživetja, predvsem za manjše kmetije. Razmišljamo o dopolnilni dejavnosti, ki je na vsak način za vsako kmetijo dodana vrednost, kar si vsak kmet želi in seveda razvojno naravnana, kajti s dodano vrednostjo, ki jo ustvarjamo na kmetijah, seveda lahko strmimo tudi v razvoj. S zagotovljenim trgom, ki ga imamo v lokalni skupnosti, pa seveda poskrbimo dolgoročno, da tudi mladi na kmetijah na vse zadnje vidijo interes za nami, da se bo kmetija razvijala, čeprav jaz prihajam iz manjše kmetije, ravno na manjših kmetijah, to se pravi, lahko s to dopolnilno dejavnostjo dosežemo to, da pač kmetije preživijo in obstanejo. Precej lokalnega in zdravega je bilo narezanega v lonce to soboto na tradicionalni prireditvi Grajski lonec. Katera izmed ekip 5 turističnih društev pa je enake sestavine po enaki recepturi zakuhala v najboljši lonec po oceni strokovne komisije, pa v naslednji oddaji. Do 22. septembra, torej še dober teden dni, si lahko v Medvoški knjižnici ogledate razstavo s pomenljivim naslovom Le vprašaj, pa ti povem, Invalidskega društva Kengurujček Slovenije. To je le ena od priložnosti, s katero je društvo s sedežem v naši občini obeležilo letošnji jubilej. Društvo so pred 20 leti namreč ustanovili starši otrok s prirojenimi in pridobljenimi okvarami celotnega prebavnega trakta z področja celotne Slovenije. Tokratna razstava nas preko zgodb malih kengurujčkov seznani z eno od oblik črevesnega obolenja. To ni prva razstava društva Kengurujček v Medvoški knjižnici. Namen razstave pa je podoben. Predstaviti delo Invalidskega društva Kengurujček s sedežem v naši občini, ki so ga pred 20 leti ustanovili starši otrok s prirojenimi in pridobljenimi okvarami celotnega prebavnega trakta z področja celotne Slovenije. Letošnja razstava z naslovom Le vprašaj, pa ti povem, pa nam želi preko zgodb otrok oziroma kengurujčkov podati spoznanja o različnih oblikah črevesnih obolenj. Odločili smo se za tak naslov zaradi tega, ker naši kengurujčki, to se pravi bolni otroci, lahko razložijo svojim prijateljem, znancem, kaj jim je, kakšne težave imajo, da se res predstavimo širši javnosti, da pokažemo vse vrste naše bolezni, ker tega je načeloma kar veliko. Sam še vedno je črevesje nekako tabu za vse ostale. Naši otroci so lepi za pogledat, nič jim ne manjka. Njihove notranje poškodbe pa so lahko zelo hude. Podvrženi so dietam in težavam z odvajanjem. Vemo, kako je, če imamo trebušno gripo. Ti otroci pa so vsak dan prepuščeni takim situacijam in se iz dneva v dan borijo, da preživijo. Je pred 20 leti dejala takratna in doslej edina predsednica društva Danica Kopač Maletič. Mama sina Jana s sindromom kratkega črevesja, takrat otroka, danes pa mladega moškega. Da je bilo takrat, ko je orala ledino, bistveno težje, dodaja danes. Niti zdravniki, niti mi nismo vedeli, kako in kaj. Iskali so oni vse v tujini, da so najdeli primerne terapije. Pa smo se pa začeli tudi malo med sabo družiti. Prvi 2 leti delovanja društva so skrbeli za dobrobit 3 tako imenovanih kengurujčkov, potem pa se jim je vsako leto na novo pridružil vsaj en. Ampak so bili mlajši in so že imeli boljšo prognozo, so hitreje šli iz parenteralne, tako da nekako živijo dokaj normalno, razen pač imajo malo težav, ampak lahko brez črpalke. Naš Jan, na primer, je pa še vedno 12 ur na infuziji, 12 ur je pač brez, živi kot ostali, vendar z velikimi omejitvam pač ne more si privoščiti vse, kar ostali otroci ali mladostniki, mlajši moški že, ne.
In še, da so res veliko dosegli, tako na področju zdravstva kot tudi socialnega varstva. Danes je v društvo vključenih 45 članov, kar v konkretnem primeru pomeni 45 družin. Namen društva je medsebojna podpora in pomoč, izobraževanje tako staršev kot sorojencev, izmenjava izkušenj med otroki in družinami, povezovanje in sodelovanje, pa tudi pravna pomoč staršem. Skratka, vse za samostojnejše in kvalitetnejše življenje kengurujčka od malih nog v odraslost oziroma za kvalitetnejše življenje družine nasploh. Ta razstava trenutno pa mislim, da ozavešča javnost in tudi otroke, da so te bolezni možne, a ne, lahko se rešijo. Danes je verjetno veliko napredka, vidim, no, ker se pogovarjamo, tako da večina živi dokaj normalno, pa tudi materiali in vse je šlo, je napredek na vseh področjih, tako da je veliko lažje. To slednje predstavi na primeru infuzijske črpalke. Je bila prva črpalka težka 10 kg, ta je pa zdaj 500 gramov, a ne, in to je zdaj v ruzaku, pravzaprav na hrbtniku, no, in noter da tudi to infuzijo in hodijo v šolo, na druženja, niti se ne opazi. Razen vrvice, vse ostalo je pa skrit. Da je marsikaj, za kar so se nekoč v društvu prizadevali, danes samoumevnega, se strinja tudi pediatrinja Ana Prislan, ki je zaposlena na oddelku za otroško kirurgijo ljubljanskega UKC-ja. Tako da se v bistvu vsakodnevno srečujem z otroci po operacijah na trebuščku. Predvsem pa zadnje 3-4 leta pa vodim ambulanto za otroke, ki imajo kratko črevo. To je en manjši del te velike skupine otrok po operaciji, ki imajo nažalost tako kratko črevo, da v bistvu normalno hranjenje ne zadošča za njihov rast in razvoj. Tako da potrebujejo hrano preko žile, imajo nek centralni kateter, to je tak malo večji kateter vstavljen v večjo veno, ki vodi do srca in se v bistvu hranijo delno ali pa nekateri tudi v celoti preko te žile z posebej pripravljeno hrano. Te mešanice se pripravljajo centralno v kliničnem centru, zelo dobro sodelujemo tudi z lekarno in so mi v veliko pomoč tudi pri predpisovanju, ker vsakemu otroku predpišemo prav za njega posebej te lekarniške mešanice, kakor rečemo tej hrani, ki jo dobivajo. Slišim pa pač pripovedovanju staršev, da so se kar precej borili za številne stvari, ki jih zdaj imajo in ki jih imamo za samoumevne, ampak je bilo potrebno dosti truda. No. Recimo ena od takih stvari je, čim bolj se trudimo recimo te otroke vključiti v normalno življenje, da hodijo v šolo, da so čim manj v bolnici. Ustanovitelji so ime društva Kengurujček izbrali premišljeno. Mama kengurujka namreč varno čuva svojega mladiča v vreči, na svojem trebuhu. Takšna je bila tudi miselnost staršev, da svoje otroke s prirojenimi in pridobljenimi okvarami prebavnega trakta zaščitijo pred okoljem in morebitnimi življenjsko ogrožajočimi nevšečnostmi. Že sicer člani društva sodelujejo z različnimi institucijami, ki se pri svojem delu srečujejo z njihovimi otroki. Jaz sem psihologinja, zaposlena na oddelku za otroško kirurgijo, kjer sem se srečala takoj ob začetku dela na tem oddelku z starši in otroki, ki se zdravijo zaradi bolezni prebavili, in od tam naprej sem jih začela spoznavati in smo tudi skupaj hitro ugotovili, da je tudi psihološka podpora ena pomembna podpora, ki jo potrebujejo na svoji poti. Za starše, prav tako kot za te kengurujčke, kaj pomeni društvo mogoče? Za družine so tovrstna društva res zelo pomemben element v njihovem spoprijemanju. V prvi vrsti zato, ker je to mesto, kjer si lahko izmenjujejo pomembne informacije, tako strokovne kot tudi vsakodnevne, v smislu, na kak način se prilagajajo na različne omejitve, ki jih bolezen lahko prinaša, in doživljajo neko socialno podporo, neko razumevanje in konec koncev prijetno druženje. Društvo organizira tudi družabna srečanja. Tokrat so odprte razstave pospremili s kratkim kulturnim programom in lutkovno predstavo Živali pri dr. Zdravku v izvedbi bolnišničnih vzgojiteljic vrtca Vodmat. Še ostajamo pri prehrani.
25. obletnico delovanja Združenja kmečkih sirarjev Slovenije obeležuje na nekoliko drugačen način, in sicer so se odločili, da bodo pripravili niz tematskih pogovorov ob siru. Teme pogovorov so zgodovinske, etnološke, prehranske in kmetijske. Prvi pogovor je potekal na planini v Lazu, drugi pogovor pa so gostili v naši občini, natančneje na kmetiji Malenšek v Žlebah. Prehranski strokovnjak dr. Eugen Benedik je zbranim udeležencem predaval o mleku in mlečnih izdelkih v prehrani otrok in mladostnikov. Na kmetiji Malenšek se je v ponedeljek 4. septembra zbralo res veliko obiskovalcev, ki so imeli najprej voden ogled kmetije in predstavitev sirarske dejavnosti, nato pa so prisluhnili zanimivemu pogovoru. Moram reči, da sem kar nekaj takega pričakoval. No, sploh sem pričakoval, da bojo mlade družine ali pa to, in so res bile, za otroke jih je bilo veliko. Tako da mislim, da so te mlade družine bolj ozaveščene ali pa imajo več možnosti, da se ozaveščajo, kot smo se mi, recimo v teh letih. No, ampak se mi zdi to zelo spodbudno, ne? Tudi za bodoče zdravje njihovih otrok. Četrt stoletja delovanja je zadosten razlog, da lahko praznovanje traja več kot mesec dni, in Združenje kmečkih sirarjev se je torej odločilo, da bodo praznovali in izobraževali. Letos Združenje kmečkih sirarjev praznuje 25 let. In smo se odločili, da bi to praznovanje nekako umestili med naše potrošnike. Zato smo tudi tisto klasično praznovanje z akademijo letos malo razpršili na celo Slovenijo in smo nekako poskušali vključiti dejavnosti ali pa zanimanja, ki so vezana na našo proizvodno sirarsko. Radi bi pač nagovorili širok krog naših potrošnikov in odpiramo teme, ki so zelo aktualne. Na planini Las so se pogovarjali o planšarstvu, paši živali in o rožicah. Drugi pogovor v Žlebah pa je bil namenjen predvsem staršem otrok in mladostnikov. Drugo je tukaj pri Malenškovih, kjer pa je bila tema gotovo malo bolj zahtevna, ampak zelo nekako aktualna, kajti mleko je velikokrat nekako pribito na slabšalni piedestal in radi bi ljudem jih prepričali, da je mleko surovina, ki je vredna zaupanja, ki je zelo pomembna v prehrani otrok in tudi starostnikov, tako da današnja razprava se mi zdi, da je odgnala veliko strahov in bo mleko dobilo nazaj na veljavi, kajti časi se spreminjajo in tudi ljudje iz mlade generacije so začeli nekako dojemati, da je polno vrednost mleka tisto, zaradi česar mu je vredno zaupati. Eugen Benedik je klinični dietetik na oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutristiko pediatrične klinike v Ljubljani in skupaj z odgovorno urednico pri kmetijski založbi Tatjano Čop sta v tokratnem pogovoru ob siru govorila o tem, kako bi se morali otroci prehranjevati, da bi dobili vse tiste snovi, ki jih potrebujejo za svoj razvoj. Prvih 8000 dni je ključnih, pravi dr. Benedik, ki je v zaključku izpostavil 3 priporočila za prehranjevanje otrok. Moramo začeti vedno pri starših, a ne? Torej starši morajo poskrbeti oziroma naj imajo nekje v mislih, da je prehrana otrok pomembna iz vidika prvih 8000 dni, smo se pogovarjali, torej prehrana v tem obdobju prvih 21 let nekako definira zdravje tega otroka na dolgi rok. Torej prehrana naj bo uravnotežena. Kaj to pomeni? Uravnotežena prehrana, da pravzaprav na krožniku imamo vsega v zmernih količinah. Predstavili smo pravzaprav tak enostaven primer, torej 1 pest naj bo ogljikovih hidratov polnovrednih, 1 pest naj bo beljakovin, sem sodijo tudi mleko in mlečni izdelki in meso in stročnice in pa potem 2 pesti zelenjave. In vse skupaj na koncu prelijemo z 1 čajno žličko ali pa 2 čajnima žličkama hladno stiskanega kvalitetnega olja. Z uravnoteženo prehrano in 5 obroki dnevno bo tako doseženo ogromno, dodaja. Druga stvar je pa pravzaprav, da starši morajo biti vzor otroku, torej ne otrokom govoriti, kaj morajo, pa sami tega ne počnejo. Torej morajo tudi starši pokazati, da to znanje poskušajo implementirati v svojo prakso. Ne? In pa tretja stvar je, da pravzaprav poskušamo nekako skrbeti na to, da ne bi imeli preveč sladkorja, preveč nasičenih maščob in pa preveč soli v svoji prehrani, ker to so pa pravzaprav vsa hranila,
za katere že zdaj vemo, da v prevelikih količinah negativno vplivajo na zdravje otroka na kratek in dolgi rok. Dotaknil se je tudi trendovskega prehranjevanja, torej ko vsake toliko časa določeno živilo ali prehranski dodatek postane priljubljen, kakšen drug pa dobi negativen prizvok ali pa morebitno omejevanje ali celo umik določenih živil iz prehranjevanja, na primer mesa. Na področju prehrane je potrebno poudariti to, da mi smo vsa jeda bitja. Res je, da absolutno pojemo preveč mesa, preveč predvsem procesiranih mesnih izdelkov, procesiranih izdelkov živalskega izvora, po drugi strani pa tudi moramo vedeti, da pojemo lahko preveč procesiranih rastlinskih izdelkov. In tekom naše evolucije pravzaprav moramo vedeti, iz kje izhajamo. In da, kot sem rekel prej, uravnotežena prehrana je tisto, kar šteje. Ukolikor umaknemo določeno živilo iz jedilnika, je potrebno hranila, ki jih s tem izgubimo, tudi ustrezno nadomestiti, kar pa razume zelo malo ljudi, še dodaja dr. Benedik. Ker so pogovori ob siru, je bil seveda tokrat poudarek tudi na mlečnih izdelkih, ki so pomemben del prehrane, zlasti pri otrocih. Mnogi imajo pred tovrstnimi izdelki tudi strahove, tudi v luči morebitnih alergij na laktozo, pri čemer je dr. Benedik omenil, da so maslo in trdi siri skorajda brez laktoze in da alergije na laktozo ne gre enačiti z alergijo na mlečne bakterije. Zakaj prihaja do vedno večjega števila alergij? Imamo več hipotez. Imamo higiensko hipotezo naprimer in še druge hipoteze. Torej zaenkrat še ne moremo točno reči, ne vem, to in to povzroča alergije, to in to jih pa ne. Vemo samo, da okolje, v katerem živimo, pravzaprav vključuje ne samo našo hrano, torej kaj mi uživamo in jemo, ampak tudi katere naprimer kozmetične pripomočke uporabljamo, če želite, potem katera zdravila se uporablja in tako naprej, kakšen zrak dihamo. Torej marsikaj lahko botruje k nastanku alergije, ne zdaj samo ena stvar. Tudi genetika med drugim. Mlečni izdelki so izredno pomemben vir beljakovin, kalcija in vitamina D, ki nam ga praviloma vsem primanjkuje. V Medvoški občini so eni najbolj kvalitetnih in priznanih mlečnih izdelkov, prav s kmetije Malenšek, tokratne gostiteljice pogovora. Ja, predelujemo, zato ker na tržnici prodajamo, moramo imeti čim večji asortiman, poltrde sire, sveže mlečne izdelke, izdelke iz smetane, tako da čim večji asortiman, seveda v mejah z naših zmožnosti. Mi ne moramo tako, kot je ena industrijska mlekarna predelovati, ampak te osnovne živila iz mleka pa pridelujemo vse. Naslednji pogovori ob siru bodo bolj sproščene narave. Na Matkovi kmetiji v Logarski dolini se bodo pogovarjali o planinskem pašništvu in sirarstvu na Slovenskem in Solčavskem. Na kmetiji Žerjal v Tomaju bodo govorili o oživljanju kmečkega sirarstva na Krasu, zaključek pa bodo pripravili v Beli krajini, kjer bodo med drugim govorili tudi o kulturni dejavnosti kot spremljajoči na kmetijah, o pripovedništvu in poeziji. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je v sodelovanju s Škofijsko Karitas Ljubljana odprlo račun za zbiranje sredstev za obnovo pogorele kmetije Mis. Podatke za nakazilo najdete na njihovi spletni strani. Z dobrodelnim koncertom skupine Hamo and Tribute to Love se je v soboto 2. septembra v Medvodah zaključilo poletje med vodami. Koncert je bil dobrodelen, denar od prodanih vstopnic bo šel za prizadete v poplavah. Hamo in njegovi glasbeniki so na ta način prispevali svoj kamenček v mozaik pomoči, oziroma, kot je Hamo povedal po koncertu, so pomagali z glasbo, saj so s kitarami boljši kot z lopatami. Res plemenita gesta skupine, še posebej, če pomislimo, da so za nami koronska leta, ki so močno prizadela ravno glasbene ustvarjalce. Saj je prva dobrodelna nota prišla strani izvajalcev in zato niso bili naprošeni. Pobuda je prišla strani izvajalca samega takoj, naslednji dan praktično po poplavah. So Hamo in Tribute to Love se dobrodušno, v bistvu samoiniciativno javili, da pač v Medvodah bo pa dobrodelni koncert. Tako da v bistvu je tudi na njih, da bodo izbrali končnega prejemnika. Koncert je bil poln, zadovoljni smo z obiskom in jaz verjamem, da bodo tudi sredstva na pravi naslov prišla. Mi smo ta koncert imeli zmenjen že, mislim, da marca ali aprila.
In ko se je začelo to vse skupaj dogajati, ko gledaš televizijo, jaz sem pošiljal message, ko imam par prijateljev, živim blizu, lahko prijem pomagati. Vsi ne, v redu je, lej, že itak nam lopat zmanjkuje. Jaz gledam to na koledarju in se rekel, dajmo pokličem fante, a gremo to dobrodelno odigrati, da neki pač pomagamo. No. Boljši smo na kitarah, kot na lopatah. Dobrodelen koncert v Medvodah je bil del trojčka nastopov. Poleg Medvoč v Celju in Mariboru, na katerih je skupina zbrala okoli 15 000 evrov pomoči za poplavljene. Sredstva bodo predali ob sodelovanju ene izmed humanitarnih organizacij, pri izvedbi koncertov pa se je svojemu deležu odpovedala tudi avtorska agencija Sazas. Hamo in ekipa so zapriseženi borci živega nastopanja in prav ta praksa je tisto, kar njihovi poslušalci najbolj cenijo. Dobrih 50 koncertov na leto, vsako leto, to so izkušnje, ki jih premorejo le redki domači izvajalci. Tako je kar čudno, da smo Medvoščani potrebovali kar 10 let, da so ponovno gostovali v naši občini. Žal mi je, da smo 10 let rabili, da smo prišli. Upam, da bomo še letos ali pa vsaj v začetku drugega leta še enkrat, kar je super. Medvode mislim, da rabijo nas tako bolj, ne, oziroma mi bolj rabimo Medvode, kot one nas, ali kakorkoli. Skratka, super publika, izjemno sem navdušen. Preplet nežnosti, porednosti, šaljivosti in resnosti je z leti postala njihova znamka, ki na vsakem koncertu dobi nov pečat kvalitete. Koncert za tiste z okusom, na katerem smo slišali tako njihove stare hite, denimo Greva še malo dlje, Vija vaja ven in Rožice, pa novejše kot je Sončen dan in tudi take, ki so že skoraj ponarodele, pri katerih je sodelovalo celotno občinstvo, kot je bilo primer pri zaključni pesmi večera Dolgo nisva pila. Ja, jaz ne vem, če sem najbolj objektiven v tem smislu, mislim, me veseli, res sem presenečen, Medvode znajo vse naše komade, nove, stare, prastare, tako da res ne vem, točno se pogledal, zakaj nismo že večkrat v mestu igrali, tako da pridemo še, kar se pa po narodelih tiče, ja, iz tvojih ust v božja ušesa. Tako se je v najlepši luči zaključil letošnji medvoški poletni festival Poletje med vodami, ki združuje manjše in večje kulturne prireditve ter kino predstave na prostem. Letos je bilo kar nekaj vrhuncev, sicer nekaj dogodkov nam je odplavilo, po domače povedano, nažalost, ampak ja, vseeno pa nekaj lepih spominov, s katerim verjamem, da bodo tudi Medvoščani, da so odšli domov. Obiskovalci so letos imeli kaj videti in doživeti. Poletni festival je ponudil marsikaj. Za presežke so poskrbeli Oto Pestner in Nina Strnad zgodbo Medvode ter slovenskimi popevkami. Naslednji vrhunec je bila Nina Pušlar s koncertom, ki je premaknil meje mogočega števila obiskovalcev na medvoški tržnici. Za piko na i pa je poskrbel Hamo svojo zasedbo. Ja, cikel Poletje med vodami smo lani v bistvu lansirali. Želja je bila, da na tej lepi tržnici Medvode, da se Medvoščanom ponudi neko poletno dogajanje z razširitvijo, mogoče v nekih bolj ambientalnih vodah, tudi po drugih lokacijah, ki jih imamo nešteto v Medvodah. Tako da, ja, želja je, da v tej maniri nadaljujemo, da Medvoščani festival ponotranijo kot svojega, da prihajajo na koncerte, da se zabavajo oziroma na vse dogodke, hkrati pa tudi, da poskušamo nekoliko širši regiji nagovoriti občinstvo, da pridejo tudi v Medvode, ker verjamem, da imamo imeniten prostor za to, da se tudi kaj imenitnega na njem odvija. Skratka, poletja je konec, dogajalo se bo pa še veliko do konca leta, ko sledi nov večji paket prireditev na medvoški tržnici. V dneh, ko so našo občino prizadele poplave, so bili medvoški taborniki med najbolj dejavnimi posredovalci in prostovoljci na terenu. Tokrat pa so poskrbeli še za nekoliko sprostitve. V nedeljo 3. septembra so namreč povabili k svoji taborniški hiški na piknik koncert z duom Art Kustik. Medvoški taborniki so v nedeljo 3. septembra poskrbeli za prijeten akustični koncert v zavetju gozda ob svoji taborniški hiški v Preski. Ideja je bilo organizirati en tak dogodek, kjer priješ s svojo eno idejo, pa neki zajest sabo prineseš in se bolj zlekneš na naš travnik in poslušaš muziko v miru in čiliraš zraven. In za prvi piknik koncert so povabili duo Art Kustik, ki ga sestavljata dva mlada medvoška glasbenika s precejšno kilometrino, Denis Jambrošič in Kristjan Škopljanec. Že lani, ko smo organizirali kino na prostem, smo šli malo bolj v
tole okoljevarstvo na sceno. Zdaj bi pa pač neki, če imamo dogodek v Medvodah, pa glede na to, da neko organiziramo veliko koncertov, smo hoteli nekaj pač medvoškega pol predstaviti nazaj. Duo Art Acoustic tako več ali manj igra priredbe, pač to ni mišljeno kot avtorska glasba. Greva pa vse posod, kjer pride avto, pa tudi tja, kjer ne pride avto, se pravi ladice in podobne zadeve. Tako igrava priredbe za razne abrahame, za razne zabave, porok veliko narediva, tako, taka varianta. V preteklosti sta sodelovala v zasedbi Prevara, sedaj pa sta ustvarila akustični duo Art Acoustic. Zase pravita, da ne izbirata publike, saj svojo glasbeno ponudbo navdušujeta prav vse generacije. Njun repertoar pa zajema legendarne XU rock priredbe ter slovenske in svetovne uspešnice. Super je tak sproščen ambient, v objemu narave. Ne vem, po mojem, da tazga ambienta še nisva imela. Ne, po mojem, da res ne. No. Nama kar sede takole, malo zamenjati okolje, no. Tako da je kar super. Torej Medvoščana v Medvodah ponovno špilata po kolikšnem času? Po mojem, da so nazadnje igrala v kulturnem centru Jedro. To je bilo 2018-2019. Pa ni kakšnega posebnega razloga, zakaj nisva nič vmes igrala, ampak niso prišle pa stvari skupaj in igrala so vse posod drugje. No. Ampak so vesela, da so prišla nazaj, no, definitivno. In zdaj v drugi polovici kaj še pripravljate? V drugi polovici nastopa. Zdaj prvega sva šla majčkeno bolj nežno, zdaj te drugega pa vključimo zraven. V drugem delu pa bo vključil zraven še kahon, ta bobanček. To je avtomat. Ampak ja, vključila bo še kahon, naredila pa je zadevo malo bolj živahno, marsikdo bo verjetno še zaplesal, tako da taka varianta. Smeha je bilo tudi na odru prisotnega precej, sicer pa je za medvoškimi taborniki pestro in delovno poletje. Poleg 2 taborov za otroke so bili v dneh, ko so našo občino prizadele poplave, med najbolj dejavnimi posredovalci in prostovoljci na terenu. Letošnje poletje smo začeli z našim taborom, torej z taborom za člane rodu 2 rek Medvoda, ki je bil letos v Ajdovščini. Pol smo nadaljevali z taborom Sotoče, to je tabor, ki ga organiziramo na tem travniku, skupaj z zavodom v sklopu počitniškega varstva. In zdaj imamo ta dogodek. Sicer pa je bil piknik koncert del dogajanja pred obeležitvijo 40-letnice medvoškega roda tabornikov, v katerem se je kalilo mnogo mladih medvoščanov in medvoščank in ki nosi ime Rod 2 rek. Skupno pride 3 deli, torej ta prvi je bil kino lani, letos imamo piknik koncert in v pomladi naslednje leto računamo imeti 40. obletnico našega rodu, s čimer bi nekako zaključili ta sklop. Po koncertu pa so zbrani obiskovalci nadaljevali še s taborniško obarvanim večerom ob ognju. Krepko smo torej zakorakali v novo šolsko leto, pa vendarle v naslednjem prispevku še nekaj počitniškega razpoloženja. Med bolj tradicionalne počitniške aktivnosti, poleg oratorijev v organizaciji posameznih župnij, sodi tudi počitniško varstvo v organizaciji javnega zavoda Sotočje Medvode. Šolske počitnice pa so kar dolge in številni starši so veseli priložnosti, da svoje otroke prepustijo v aktivno in zabavno varstvo in ena od priložnosti je bil letos tudi poletni tabor igre in plesa, ki je potekal v 2. tednu avgusta. Organizirala ga je folklorna skupina Kuda Oton Župančič Sora v sodelovanju s klubom Amulet D20. Letošnjega tabora se je udeležilo kar 51 otrok, najmlajši je štel komaj 4,5 leta, najstarejši pa 14 let. Med poletnimi počitnicami marsikateremu otroku hitro postane dolg čas. Zato so se članice Kuda Oton Župančič Sora ponovno, sedaj že tradicionalno, odločile, da bodo otrokom popestrile počitnice in na gozdnem igrišču v Sori v 2. tednu avgusta organizirale poletni tabor igre in plesa. V bistvu imamo zdaj že tretjič, če se ne motim, zapovrstjo poletni tabor igre in plesa. Letos, tako kot v lanskem letu, je z nami tudi društvo Amulet, tako da barvamo tudi figurice, se igramo različne družabne igre in pa seveda se učimo folklorne plese, pesemce in tako naprej. No. Poletni tabor igre in plesa že tradicionalno poteka na gozdnem igrišču v Sori, kjer so otroci ves čas v neposrednem stiku z naravo, brez 4 sten, ki bi omejevale njihovo igro. Zaradi poplav, ki so se zgodile ravno 4 dni pred začetkom tabora, je bilo pod vprašanjem, kako bodo to izvedli, da ne bo igrišče preveč blatno, oziroma da na igrišču, ki je v veliki meri na večjih naklonih, ne bo prišlo do usadov, zaradi česar so prvi dan izpeljali tabor kar v kulturnem domu,
Že drugi dan pa so odšli v naravo na gozdno igrišče, kar se je izkazalo za odlično odločitev. V bistvu je vsako leto že od začetka tako. Tukaj je pa zato, ker je ful veliko igrali. In vmes, ko nimamo nekega večjega programa, se pravi, kadar ne plešemo, ne pojemo, ne barvamo figuric in tako, se pač otroci lahko normalno igrajo. Če bi bili v nekem prostoru, kot je recimo Kut, kjer smo tudi sicer bili v ponedeljek, zato ker je bilo še vse precej razmočeno, se otroci veliko težje sami zamotijo, veliko težje se sami igrajo in pa tudi veliko več stvari lahko uničijo, hitreje pride do nesreče, ker več ali manj norijo, ker ni nobenih igral kot takih. Tukaj se pa v bistvu sami zamotijo, različne stvari ustvarjajo, od tega, da pečejo potičke iz blata, do tega, da plezajo po vseh teh igralih. Pa nekako so otroci bolj mirni, če lahko rečem, oziroma bolj na free, kadar so zunaj. Lažje jih je ohraniti, bolj sproščeni so, pa tako, medtem ko v zaprtih prostorih bolj hitreje ratejo, bolj agitated in tako, no. Tako da jih je veliko lažje tukaj tudi ohraniti, tako da že od štarta, že od prvega tabora je vedno tu. Članice folklorne skupine Kud Oton Župančič Sora tako otrokom vsak dan pripravijo različne aktivnosti. V dopoldanskem času jih učijo plesov in starih iger, medtem ko v popoldanskem času pridejo na obisk tudi člani kluba Amulet D20, ki skupaj z otroci igrajo družabne igre in barvajo figurice. Vsak dan v bistvu začnemo tako skupaj, zapojemo kakšno pesemco, gremo kakšno rekitenco, kakšno rajalno iglo. Letos smo tudi dosti veliko bansov vključili, ki jih imajo otroci ful radi. Pa se pa razdelimo v skupine, se pravi mlajši so skupaj, starejši so skupaj, pač nekako po sposobnostih, po starosti in delamo različne folklorne zadeve. Ponavadi si to mentorice oziroma te, ki smo tukaj, zamislimo približno, kaj bomo počeli in pa v bistvu cel teden plešemo, pojemo in sestavljamo kot neke vrste spletek, ki ga potem na koncu pokažemo staršem, vsaj to, da vidijo, kaj približno smo počeli. V popoldanskem času pa vedno pride v bistvu iz Amuleta in jih tudi razdelijo tako. Eni se igrajo družabne igre z njimi, eni barvajo figurce, tako da se v bistvu ful lepo razporedijo po prostoru in so tako. V bistvu tudi otroci sami zelo lepo povejo, kaj bi radi in kaj ne. Tako da je tako sproščeno, ampak ful fajn se zelo lepo porazdelijo. Kot že omenjeno, so letos pri poletnem taboru sodelovali tudi člani kluba Amulet D20, ki so z igro in barvanjem figuric otrokom še dodatno popestrili dneve. Člani so sodelovali že lansko leto, a kot so povedali sami, so že lani videli, da otroci zelo radi barvajo figurice in se igrajo družabne igre, zaradi česar so tudi letos pripravili program za otroke in se odločili za sodelovanje s Kudom Oton Župančič Sora. Lansko leto je bilo uspešno, videli smo, da so otroci uživali, to je tudi nekaj, v čemer mi uživamo in smo se odločili še enkrat sodelovati. V bistvu je odvisno, kdo iz društva od članov bi rad tisti dan sodeloval pri delavnicah ali pa pri programu in pol ga pripeljemo s sabo, tako kot danes piratko. Včeraj smo imeli čarovnika, tako da ni tematsko definirano. Mislim, figurice so bile izbrane za otroke, take bolj luštne živalce, tako naprej, drugače pa to je to. Klub Amulet D20 pa je tudi vsak dan poskrbel, da je otroke prišel obiskat kak pravljični junak. Na dan, ko je tabor obiskala ekipa televizije Medvode, sta otroke prišla obiskat pogumna piratka in strašni viking, ki sta skupaj z njimi ustvarjala in se igrala družabne igre. Kaj je vikinga prineslo v Medvode? Ja, nič, zdaj je bilo malo preveč vode po rekah in je moj čov nekam sem naplaval po nesreči. Pa vprašal, če poveš, kaj vse boste danes delali z otroki? Predvsem barval, kakšni bojo igrali družabne igre, ampak jaz sem tle zato, da barvam figurice in otroke. Tabor je potekal od ponedeljka 7. avgusta do petka 11. avgusta. V tem tednu pa so otroci razvili mnoge nove veščine, spletli nova prijateljstva, predvsem pa so uživali v lepih poletnih dneh. Prva sreda v septembru je tradicionalno pričetek jesenskih serenad v Medvodah. V naši občini že 36. sicer pa praznujejo 47. obletnico, odkar je glasbena mladina ljubljanska pod vodstvom Tomaža Lorenca leta 1976 pripravila prve večere glasbe in poezije z mladimi glasbeniki in igralci. V Medvodah sta jesenske serenade s koncertom v knjižnici odprli mladi glasbenici Metka Črnugelj na flavti in Maja Kralj na kitari, z izbrano poezijo pa je večer zaokrožil igralec Dejan Pevčevič.
Jesenske serenade zapolnjuje obdobje med koncem poletnih festivalov in začetkom koncertne sezone. Zamisel Tomaža Lorenca, ki jo v zadnjih letih uresničuje Boris Renar, je oblikovanje prijetnih glasbenih večerov z mladimi obetavnimi glasbeniki, katerih točke povezuje dramski igralec z izbranimi besedili, bodisi prozo ali poezijo. Prvega od 4 glasbenih večerov v okviru jesenskih serenad sta tokrat sooblikovali nadarjeni glasbenici iz Primorske, Metka Črnugelj in Maja Kralj. Obe sta glasbenici kljub svojim rosnim letom že več kot 15 let. Moji starši so glasbeniki in v bistvu je cela družina igrala kitaro. Veliko otrok zanima kitara, ampak jo vedno vidijo v neki popularni glasbi. Tako da je malo tistih, ki so zainteresirani za klasično glasbo, se mi zdi. Zakaj si se pa ti odločila za kitaro? Pri nas je pa bila tudi kitara doma že. Moja mama je igrala kitaro 6 let v glasbeni, tako da je bila vedno tam poleg mene in se mi je zdela zanimiva in zakaj ne probati in je bila prava odločitev. Dekleti še študirata, Metka na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, Maja pa zaključuje magistrski študij na Glasbeni univerzi v Ženevi. V tokratnih serenadah pa sta zgolj začasno združili svoje moči, saj sta dolgoletni prijateljici. Ja, v bistvu se poznamo že celo življenje, bilo rekli, ker je ona igrala z mojim bratom in bila je tudi učenka mojih staršev in potem smo se tako tudi najdle. Ker smo si dosti blizu, pa smo se lažje ujele za vaje, pa tako. Današnji repertoar simpatičen, kako ste se odločili, kaj boste predstavili publiki jesenskih serenad? Zbrali smo skladbe, ki so nam pri srcu, hoteli smo pa vseeno mešan program predstaviti, tako da smo šli vse od baroka pa do Piazzole in probali zaokrožiti vse stile. Izkušnja v Medvoški knjižnici se jima je zdela zelo prijetna, tudi zaradi ambienta, ki ga je ustvarila navdušena publika. Moram reči, da nisem preveč živčna, v bistvu rada igram za ljudi, ki radi poslušajo glasbo in mi je v veliko veselje, da v bistvu ljudje pridejo in to radi poslušajo in poezijo in glasbo. Tako da v bistvu to nekako skupaj se vse skupaj poveže. Mi smo danes uživali, kako sta recimo izvedli to vidve, ki se slišita, ki slišita vsak ton. Je šlo tako, kot je moralo in kakšen je recimo ton tukaj v tej knjižnici? Meni je bilo všeč, jaz sem uživala v nastopanju, všeč mi je bila dvorana, všeč mi je bila publika, midve sva fajn muzicirali, se mi zdi. Ja, jaz sem uživala. Upam, da Metka tudi. Dekleti seveda nista neizkušeni v nastopanju, obe sta namreč prejemnici številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih in festivalih. Trenutni načrti pa so seveda povezani s šolanjem in njuno nadaljno kariero. Obe se vračava v naslednjem mesecu tudi nazaj v tujino, Maja v Ženevo, jaz v München. In potem v bistvu bova delali bolj na solo karieri, imava različne koncerte, audicije in tako naprej, tako da to so zdaj naslednji cilji. Kakšni so torej življenjski cilji vsake posameznice? Nadaljevati z glasbo, osrečevati sebe in druge. Ti bi recimo želela nastopati? Kakšna velika želja? Kjerkoli. Kraj sploh ni pomemben. Pomembno je bolj počutje, energija
ki jo sam kraj prinese. Ja. Je pa sodelovanje s kakšnim priznanim glasbenikom si želite ali s kakšnim orkestrom? Ja, jaz v bistvu imam možnost igrati v orkestru, ker je flavta orkestrski inštrument. Tako da to je tudi moj cilj, da bi igrala v enem orkestru. Zato sem se tudi odločila, da bi študirala v Nemčiji, ker je v bistvu tam dosti več orkestrov. Jesenske serenade pa niso samo glasba, med njo se prepleta tudi pisana beseda v različnih oblikah. Tokrat je zanjo poskrbel stari znanec Dejan Pevčevič, ki je tudi letos našel svoj navdih, ki je sovpadel s pesmijo Ptice, kot je bil večer poimenovan. Jaz si tako celo leto zberam razne stvari, ki so mi všeč, razne zapise avtorje berem in potem to spravljam tako v neke predalčke, v neke mapce. In zdaj sem se pač nekako navezval na ta naslov, pesem Ptice, in vedel sem, da nekje imam spravljene neke dobre stvari v povezavi s tem in sem jih enostavno ven potegnil, sestavil, naredil vrsten red, ožji zbor, se pravi najprej širši zbor, potem vedno ožji, in sem prišel do 4. In se mi je zdel nekako en tak jagodni zbor in preplet med njimi samimi, pa hkrati, da se še malo naveže na sedanjost, tudi ta svoboda teh ptic in vsega skupaj današnjega časa se mi zdi, da je zelo pomembna. Se mi zdi, da lahko mnogo več pove kot zgolj perspektiva iz krošenj ven, ampak se mi zdi tudi druge stvari. Zdaj pa, kakor pač sam nekako to vzameš pa razumeš in sprejmeš. Kljub temu, da je Dejan poleg Tine Uršič tisti, ki je v zadnjih letih stalni sodelavec jesenskih serenad, pa mu navdiha in veselja nikoli ne zmanjka. Jaz bi v bistvu več, sej midva s Tino, ki sva zdaj od teh 4, ki smo trenutno, sva midva najdle pri jesenskih serenadah in sva imela prej vedno po 2 koncerta in bilo super dobro, ampak zaradi organizacijskih stvari je pač padla odločitev, da je mnogo lažje stvari peljati, ker če smo pač 4 za 4 različne koncerte, ker sicer se je zgodilo, da bi mogla biti v kakšnih dnevih hkrati na 2 različnih lokacijah, kar je pač neizvedljivo. Tako da jaz bi si želel še in menda, da se bodo jesenske serenade širile še na druge kraje, tako da jaz se tega veselim. Nič naveličati, to je super dobro. Mi igralci se v bistvu sploh nimamo tako pogosto priložnost srečati, ali so kakšne proslave, nekaj takega, kot so pa jesenske serenade, se mi pa zdi, da ni tako zelo pogosto. Mi imamo dramo, dramatiko, neke prozne tekste tudi lahko in tako, ampak poezijo pa ne tako zelo velikrat. Včeraj se je v Zbiljah odvil že 2. koncert jesenskih serenad, o tem prihodnjič, vas pa vabimo že na 3. večer, ki bo 20. septembra v cerkvi Svete Valburge. Šport in turizem gresta z roko v roki. Ob 70. obletnici turističnega društva Zbilje se je ta konec tedna na obalo Zbiljskega jezera preneslo del razpoloženja z obale Bohinjskega jezera, kjer že vrsto let organizirajo enega najbolj popularnih turnirjev odbojke na mivki. Mi smo zbiljski turnir obiskali v soboto, ko so se merile moške dvojice. Jure Sod je vsestranski turistični delavec, ki že 12 let skrbi za odlično organizacijo turnirja odbojke na mivki ob Bohinjskem jezeru, je poskrbel, da se je del tamkajšnjega razpoloženja za 2 dni preselil tudi ob Zbiljsko jezero. Predpogoji za uspešen turnir so bili namreč izpolnjeni. Eno je seveda vedno nek finančni vložek, ki ga rabiš, da sploh kaj narediš. Drugo je infrastruktura, zdaj ima turistično društvo Zbilje tukaj 3 super igrišča, prav rolbo, da se lahko zrolba igrišče, da se res pripravi kar profesionalna zgodba. Tudi naš sponzor Skrili je lepo dodal 2 novi mreži, tako da so igrišča urejena. Prav infrastruktura je en prvi pogoj, drugi pogoj je super lokacija, kar Zbiljsko jezero, kot vsi vemo, je fantastično. In pa seveda tretje, da je nekdo, ki organizira, ki ima tudi kakšne kontakte že, da si lahko povabi vse igralce, igralke in če ima še malce sreče z vremenem, kar je še tisti 4. pogoj, si lahko naredi dober turnir. Turnir v odbojki na mivki je še en dogodek ob praznovanju letošnje 70-letnice turističnega društva Zbilje, ki je močan gradnik skupnosti objezerskih krajev pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Zato organizatorji upajo, da bo poleg bohinjskega in blejskega turnirja postal stalnica tudi zbiljski turnir. Kako kaže, bo prvi turnir uspel?
Ja, jaz sem prepričan, sicer ta sobotni moški turnir z malce manjšo udeležbo, ampak miksi, nedeljski turnir pa poln, tako da že prvič v premierni izvedbi tisto pravo dogajanje, ko sta dva igrišča polna, ko se igra cel dan praktično, kajti začetek tazga polnega turnirja je že tam na 10-11 uro in potem skozi cel dan vsi obiskovalci lahko pridejo, navijajo, gledajo in sem prepričan, da je to še tisti zadnji pogled, da lahko potem naslednjič spet kaj tazga delaš. Turnirji rekreativnih igralcev odbojke na mivki se, po besedah sodje, vedno razvijajo v dobro obiskani in zabaven dogodek. Igralci beach volleyja so izredno prijazni ljudje, izredno zabavni ljudje. Ogromno je nekih parov, ogromno je ljubezni, ki so se rodile na beach volleyju. Tudi otrok, ravno letos je, mislim, da vse v moji karieri že na 4. otrok beach volleyja prišel pogledat me na bohinjski turnir. In to je eno izmed teh zame osebno bolj važnih stvari, da so dobri občutki, da je dober dan, ko se dogaja, da ni nekih rivalstv, da ni nekih nešportnih potez, da ni nekih slabih stvari. In to je seveda en izmed tistih, bi rekel, potrditev, ko že nekaj narediš, da je zadeva fina. Mi smo s kamero obiskali sobotni del turnirja, ko so se pomerili moški pari, dejansko pa igralci z vseh koncev Slovenije. Dejansko danes na tem moškem turnirju imamo fante z Primorske, z Brestanice, z Krškega, z Maribora, Ljubljane, Loke, Kranja in to je tisto. Ne pridejo, bi rekel, tekmovati pridejo zaradi dobrega vzdušja in seveda lepe lokacije. Medvoščano tudi zato morda, ker se je na Obali odvijal še en rekreativni turnir odbojke na mivki, ni bilo. Zato smo za mnenje poiskali tistega najbližjega Škofjeločana, ki se je ob podobnih aktivnostih prav to ob Zbiljskem jezeru sicer že 2-krat poškodoval. Tokrat pa upal, da v tretje ne gre rado. S kakšnim pričakovanjem se kaj rangirate že takole, ko vidite ekipe? Pa v bistvu niti ne, no. Malo gledaš, kdo igra, pa probaš čim več, mislim, itak moraš čim bolj igrati, pa vidiš, kako gre, ne. Pred prvo tekmo je težko reči. Tale odbojka je vaš najljubši šport ali kako? Definitivno. Igram pol še nekaj drugih športov, ampak poletje je rezervirano za mivko. Danes ste skupaj s kom? Nejc Brgant, prijatelji iz Ljubljane, srečali oziroma spoznali smo se v Ludusu v beach ligi in ja, drugi turnir igrava skupaj, enega lanski, enega letos. Jure je dejal, da ste igralci prav posebna druščina, da se spletajo vezi, da ste prijatelji in da je vedno dobro vzdušje. Kaj bi vi rekli? Ja, bi se kar strinjal, no. Večinoma je takih bolj sproščeno vzdušje, je sicer nek delček tekmovalnosti, ki je neka zdrava tekmovalnost, no, ampak načeloma ni zdaj, da bi se šli na nož. So zelo sproščeni in se pač lahko podružiš, pogovarjaš. Tale ambient? Lepo, lepo. Medvoški policisti so dobili obvestilo, da je na prehodu ceste čez železniško progo v Preski polomljena zapornica. Dokler niso delavci Slovenskih železnic zapornic popravili, so policisti skrbeli za varnost voznikov, sedaj pa zbirajo obvestila o pobeglem povzročitelju. Še eno nesrečo so obravnavali v neposredni bližini, zgodila se je zaradi prehitevanja v križišču, povzročitelju pa so izdali globo o prekršku. O kaznivih dejanjih tokrat medvoški policisti ne poročajo, so pa prevzeli najden mobilni telefon, ki so ga s pomočjo podatkov mobilnega operaterja uspešno vrnili lastniku. Pri občanu, ki so ga kontrolirali v Preski, so odkrili neznano posušeno snov, ki so jo poslali v analizo in ko bo ta zaključena, bodo postopali glede na ugotovitve, najbrž pa bo izdana odločba o prekršku. Tudi pri kolesarju v Zbiljah so odkrili neznano posušeno snov, postopek bo enak kot pri kolegu iz Preske. Iz trgovine v Medvodah pa so policistom sporočili, da so na blagajni odkrili pozabljen denar, lastnika se še išče. Uporabnike spletnih nakupov naprošamo, opozarjamo, da pred izvedbo spletnega nakupa pogledajo spletno stran varninainternetu.si in s tem preprečijo morebitne zlorabe bančnih računov, saj je tovrstnih dogodkov v zadnjem času kar veliko. Več o delu ljubljanske policijske uprave pa na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana.
Tako pa zaključujemo tokratne novice med vodami. Vabljeni na številne dogodke v prihodnem tednu, naprimer na sobotni lokalen šmoran v Baru kulture, na številne dogodke ob Evropskem tednu mobilnosti, sredine jesenske serenade in še marsikaj. Skoraj povsod, če bo le možno, bomo zraven tudi mi. Nasvidenje čez teden dni.